Srednjeveško mesto na Krasu. Toliko priložnosti, a prave vsebine ni. Tukaj nekaj informacij, tam galerija, par lokalnih ponudnikov spominkov. Obiskovalci razen občudovanja arhitekture ne doživijo dosti. Skrajni čas je, da v mesto pride nekdo, ki zna ponuditi turistu več. Želimo pa si, da bi prišlo do izbire ponudnika čim prej, da bi se tudi gostinski lokal ponovno odprl in bi imeli možnost turisti se ustaviti ali na pijači ali na kosilu. Najemnik, ki mu bo zaupana pravica do užitka, mora imeti izkušnje na področju vrste dejavnosti. Pogoji za najem so ti, da ima gostinsko dejavnost, turistično dejavnost, da ima galerijsko dejavnost in tudi celovito kulturno ponudbo. Plačilo užitka je pa nekaj čez 2600 evrov. V grajskem kompleksu je tudi vinoteka, ki bi lahko zaokrožila gostinsko in turistično ponudbo kraja. Dogovarjamo se z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, da bi dovolili napraviti vrata ob vhodnem stolpu, tako da bi lahko ljudje vstopali v njo z ulice. Na občini pravijo, da zanimanja ne manjka, a na pravo ponudbo še čakajo. Časa za oddajo vlog je še dober teden. Neuspešen razpis pa za Štanjo pomeni rezervni scenarij. Ja, če ne bo, bomo verjetno kaj kmalu pristali na to, da bomo dali celoten grad v najem tujcem za dolg rok za hotelske potrebe. Mene kot domačina skrbi. Ne vem, kaj bo, lahko bo boljše, jaz nič ne morem reči, ampak me skrbi, da bo slabše. Boljše čase si želijo tudi za Ferrarijev vrt, avtorsko delo Maxa Fabijanja od leta 1999, kulturni spomenik v državni lasti, ki naj bi kmalu postal last občine. Pristojno ministrstvo prenaša lastništvo zaradi visokih stroškov. Vrt zahteva stalnega skrbnika. Doslej so ga urejali iz arboretuma Volčji potok. Oni so prišli, naredili in odšli in park je bil v tem času prepuščen na milost in nemilost vsem. Tu ni stalnega vrtnarja, je posebna oblika parka, v katerem bi morala rasti zelenjava, ker to je vrtni park. Velika noč in začetek turistične sezone sta pred vrati, zato bo morebitni užitkar moral v Štanju priti pripravljen.